Katedrale Svobode in kot uvodnik v to našo razpravo imam nekaj mojih misli, potem bi pa povabil še ostale kolege iz kroga Katedrale Svobode, se pravi Ernesta Petriča, Žigo Turka, Dimitrija Rupla in Petra Jambreka k besedi. Če na kratko povzamem, v času od majske razprave v Maxi klubu do danes smo se na srečanjih odbora Katedrale Svobode soočali z razmerami v državi, ki so postalo, milo rečeno, kaotične. V teh naših pogovorih je čedalje bolj zorela ideja, da po obeh javnih razpravah, tudi današnji, pripravimo memorandum Katedrale Svobode, ki bi pokazal oziroma opozoril na naša stališča do stanja v republiki. Za ta namen je Peter Jambrek iz objav v medijih, naših zapisov in pogovorov pripravil študijske podlage, ki so bile v obliki povzetka dodane vabilu na današnjo razpravo. Oba dokumenta sta objavljena tudi na naši spletni strani, ki jo imate napisano katedralasvobode.substack.com. Ob pripravah na to razpravo pa se je zgodila pobuda o krizni in reformni vladi, ki smo jo včeraj predstavili na tiskovni konferenci in bo tudi danes, tako domnevam, pomembna tema našega srečanja. V uvod v današnjo razpravo pa bi navedel samo nekaj mojih misli, ki so bile povod za današnji dogodek. Utrujeni smo od tranzicije, ki nas nikamor ne vodi. Dovolj imamo enoumja, sovražnosti in izključevanja, izgubljamo razvojni potencial, da bi postali sodobna, moderna država. Iz tega kaotičnega, lahko rečemo celo zacikljanega stanja, nas rešuje gospodarstvo, ki ga odlikuje sploščena ustvarjalnost, ki polni državni proračun skupaj z vsemi zaposlenimi, navkljub vsem neumnostim in oviram, ki jih sprejema vlada. Jih je preveč, da bi jih navajal na tem mestu. Ob tem se postavlja utemeljeno vprašanje, kako dolgo še lahko računamo na to sploščeno, ustvarjalno energijo, ko se soočamo z vsemi zablodami oblasti in, kar je še pomembneje, z ogrožanjem vrednostnega koncepta naše države. Sedaj bi pa povabil najprej profesor Petriča, da predstavi svoj pogled na stanje v republiki, če lahko. Hvala lepa, vsi lepo pozdravljeni. Vedno mi je veselje biti v tem krogu ljudi, ki na nek način svoj prosti čas nekako žrtvujejo za razmisleke o usodi naše lepe domovine, ker nam vse zadnje za domovino treba skrbeti, treba se o njej pogovarjati, o njej razmišljati, če želimo, da bo to res tisto, kar smo pričakovali pred dobrimi 30 leti. Zdaj, strinjam se s tem, kar je rekel Tomaž in kar je bilo tudi napisano v teh dokumentih, da smo v zelo resni krizi. Ta kriza se mi zdi posebej pomembna in nekako resna tudi zato, ker jo označuje nekakšna imobilnost, nekakšen glavni občutek, ki ga opažam pri ljudeh, je nekakšno razočaranje. In to moram reči ne samo na desni, tudi na levi. Pri ljudeh, preprostih, pa izobraženih, nekako, zdaj pa smo res nekako v hudih težavah. In jaz to mišljenje, moram reči, delim. Ampak moj namen je, da spregovorim tudi par besed, da spregovorim o parih zadevah, ki se tičejo tudi moje profesionalne naravnanosti. Cel svet je v nekakih velikih težavah. Cel svet stoji pred velikimi dilemami, nevarnostmi. In seveda v okviru tega sveta smo tudi mi. In zdaj bi človek rekel, čas je za to, da postane naša država normalna, kar pomeni, da ne bomo vsi klicali, da smo za enotnost. Enotnost je potrebna v konkretnih stvarih, ne pa nasploh. Vsi morajo biti enotni v Severni Koreji, pa še v podobnih državah, v demokracijah,
Enotnost pride kot rezultat dialoga, rezultat normalnih odnosov tudi znotraj politične elite. Naša politična elita pa se na nek način ne pogovarja. In mene moram preprosto reči, skrbi. Če bi zašli v neke res velike težave, mi se pa niti pogovarjati nismo sposobni na nek normalen način. Bo to, ne bom rekel, ponovitev nekega žalostnega obdobja iz preteklosti, lahko tudi je to, ampak gotovo bo to za nas vse, pa za naše potomce zelo slabo. Mi moramo na nek način v tej državi doseči to, da bomo sicer različni, imamo pravila igre, naš ustavni red, verjamemo v demokracijo. Demokracija, njeno bistvo je sobivanje različnosti, ne enotnost, ampak sobivanje različnosti, in kadar se je treba za neko stvar, pred katero stojimo, dogovoriti, pogovoriti, takrat pa iščemo neko skupno rešitev, takrat pa pride potem do enotnosti. In zdaj, ko se nas je nekaj pogovarjalo o vseh teh analizah, ki so bile napisane, predstavljam, da ste jih tudi dobili, in nima smisla, da jih jaz ponavljam, ne? Razen par besed bom rekel o svetu, smo prišli do tega, da je smotrno, da mogoče se katedrala sreča in da pravzaprav nekako od analize preidemo tudi k temu, da damo par predlogov za razmislek. In zdaj, to smo storili včeraj medijem, to storimo tudi danes vam, recimo podpornikom Katedrale Svobode, ker predvsem želimo biti tudi transparentni. Nočemo nekaj ples tam nekje v ozadju, ampak želimo delati transparentno. Zedinili smo se pred parimi dnevi za tisti predlog, ki ga poznate, ga ne bom obnavljal. Zdaj se bom pa še s parimi besedami dotaknil problema v svetu. Ukrajinska vojna bo še trajala. Vprašanje je, kako se bo končalo. Če se bi slučajno končala za zmago Ruske federacije in njenih pobornikov, potem pomeni, da smo porušili do sedaj obstoječi, tja od leta 1945 naprej, svetovni red, katerega eden od stebrov je prepoved uporabe oborožene sile, prepoved agresije. In to, kar se dogaja v Ukrajini, je tipičen primer agresije po vseh definicijah. Tistih, ki jih je vzpostavilo sodišče v Nürnbergu, tistih, ki jih je vzpostavilo sodišče v Tokiu, tisto, kar so soglasno sprejeli v generalni skupščini leta 1974, tisto, kar je v nekaterih primerih odločilo tudi tribunal za zločine na območju bivše Jugoslavije, tisto, kar stoji v členu 8a statuta stalnega mednarodnega kazenskega sodišča in tako naprej. Uporaba oborožene sile, da si neko drugo državo podrediš, da jo razkosaš, da spremeniš politični režim, da jo bombardiraš za to, da bi to dosegel, da pošlješ tja vojsko, najemnike in podobno. Točno vse tisto, kar se dogaja v Ukrajini. Ampak zdaj se je zgodilo še nekaj. Ko ta vojna traja in ko smo pred tveganjem, da bomo tvegali in razbili sedanji mednarodni red, ki temelji, kot sem rekel, na prepovedi uporabe oborožene sile, ali pa zdrseli morda celo v nek širši konflikt, kar tudi ni izključeno, če ne bomo dovolj pozorni in modri, ko se pravzaprav soočamo s to veliko dilemo in hkrati veliko nevarnostjo, se je zgodila še Gaza. Zdaj, mnogi analitiki so pisali vse sorta, vprašujem se res, kje so se učili analizirati mednarodne položaje, kajti ko ti analiziraš nek mednarodni položaj, je v stroki saj popolnoma jasno, da je treba oceniti interese. Treba je videti, komu neka dejavnost koristi, komu bi utegnila koristiti. In moraš biti slep in gluh, da ne razumeš, da to, kar se je zgodilo v Gazi, kar tako iznenada, kar naenkrat so oni imeli tisoče raket, s katerimi so streljali na drugo stran in tako naprej, res moraš biti slep in gluh, da ne razumeš, da je tista velika država, edina, ki je to v interesu, tudi Kitajska ne, tudi ZDA ne, Ruska federacija. Ruska federacija je pa objeta v hud objem s Teheranom, Teheranu tudi to ustreza,
In tako smo dobili to novo žarišče na zelo delikatnem območju, nov konflikt, s katerim se pozornost obrača, in to bi tudi cilj, proč od Ukrajine. S to širitvijo tega konflikta, kadar bojo v bodoče volitve v generalni skupščini, glasovanje v generalni skupščini, v preteklem letu je vedno kakih 140, 145, 150 držav glasovalo za obsodbo Ruske federacije in njene agresije. Držite me za besedo, ko bodo naslednjih glasovali v generalni skupščini, bo veliko, če bo 120 glasov, bojim se, da jih bo manj. Fokus se je na nek način prinesel drugam. Ampak hkrati ta zgodba pomeni tudi to, da smo prišli do nekega zelo hudega, tveganega konflikta, ki se vsak trenutek lahko razširi na Bližnjem vzhodu. In zdaj, to je pa korak v res huda tveganja, v res huda dogajanja, ki lahko končajo zelo dramatično, zelo apokaliptično. In mi Slovenci bomo pa v ta čas stopili, sprti do konca, vedno manj pripravljeni sodelovati drug z drugim, vedno bolj nepripravljeni, da bi vodili nek dialog, da bi pravzaprav v smislu demokratične ureditve, ki jo imamo, različni iskali najboljše rešitve in bili pripravljeni sodelovati. Saj za mene je bil to glavni povod, da sem se odločil pri tej pobudi sodelovati. Čas je omejen, na tej točki se tako rekoč moram ustaviti. Hvala. A to sem se zdaj zaslužil sedež? Ja. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, situacija je zapletena, ampak Slovenija je ujeta tukaj v evropski okvir in bolj smo si sami sebi problem, kot so nam problem mednarodne okoliščine. Zdaj, situacija, ki nas je pričakala v zadnjem vikendu, je, da so medijski bobni z velikim pompom začeli napovedovati, kako je padla podpora Robertu Golobu, kako je padla podpora Gibanju Svobode. Mediji so ga začeli kritizirati in uslužno so seveda tudi mu izmirile potem agencije za merjenje javnega mnenja ustrezno nižjo podporo. Ne da bi se po moje pri Golobovi politiki, pri tem, kar Golobova vlada počne, karkoli bistvenega spremenilo. Mogoče je kje se zataknil za kakšne poslovne rabote teh dedičev socializma, mogoče se je zameril kakšni od familij, ki komandira oziroma je selektor tukaj le v političnem slovenskem prostoru. Volivci vsekakor niso prišli k pameti. Tiste stranke, ki imajo najbolj trapaste predloge politične in ki jih ta vlada tudi uresničuje, tem je podpora še celo narasla. Jaz imam po eni strani občutek, da za veliko nezadovoljstvo v državi so pravzaprav zdaj našli Goloba, da bo kriv za to, kar je vse narobe. Pravijo, da so volivce z Golobom ogoljufali, jaz mislim, da so ogoljufali tudi njega, ko so ga trapljali pred 2 leti, letom in pol, kako bo on odličen predsednik vlade in tako naprej, no pa se to ni čisto tako našlo. Kdo je to? Ja, tisti, ki si vedno najdejo nekoga, da jim šofira vlado, oni pa potem v ozadju biznisirajo oziroma negujejo pridobitve revolucije, če je med enim in drugim kakšna razlika. Včeraj so kolegi predstavili eno idejo o koaliciji oziroma vladi, v kateri bi bili Kučan, Janša, Logar in Pahor. Meni se zdi ta ideja, kako naj lepo rečem, duhovita. Se mi pa zdijo ljudje, ki to idejo preveč resno vzamejo, kako naj rečem, nekoliko omejeni v razumevanju stvari. Zdaj, velike koalicije, tehnične vlade, vlade narodne enotnosti, vlade narodne rešitve, se spomnim zadnje čase, v zadnjih letih, kar smo tlele skupaj z kolegi, vsake toliko časa te stvari predlagamo, pa se nikoli nič takega ne zgodi. Težava je v tem, da pravzaprav na levi ni potencijala, da bi do nekega sodelovanja prišlo. Anže Logar ima neko skupino, neko platformo, ki se reče Sodelujmo. Tako platformo bi rabili na levi, ker tam ni pripravljenosti za sodelovanje. Desnica je za sodelovanje bila vedno pripravljena.
Zdaj, kakšni so predlogi za naprej, oziroma kaj se v teh razmerah da narediti? Moje mnenje je, da je Gibanje Svoboda dobilo mandat za vodenje države za 4 leta. Ker sem bil majhen, kadar smo šli v gostilno, so rekli, Žiga, ti si naroč, kar si hočeš, ampak pojedel boš pa do konca. In sem se navadil, da časi so bili še prejšnji, pa tudi danes ni dosti drugače, dunajski zrezek pa pomfri znajo povsod razmeroma dobro skuhati in je bila to varna odločitev. In kar se tiče odločitve na prejšnjih volitvah, jaz mislim, da morajo volivci zdaj to, kar so si zaželeli, tudi do konca pojesti, ne dobiti nekega odpustka po 2 letih in pol. Če so se odločili, da je treba Goloba zamenjati, jaz vidim samo eno legitimno menjavo, samo eno brez, ki se je pojavilo v volilni kampanji poleg njega, in se mi zdi, da bi bila legitimna predsednica vlade gospa Urška Klakočar Zupančič. V tem primeru bi morda gospa Tamara Vonta bila predsednica parlamenta in bi imeli trio Musar, Klakočar in pa Vonta na čelu države. To bi bilo tudi za feministično zunanjo politiko odlično in bi bili nekaj posebnega, no, tudi v evropskem oziroma v svetovnem merilu. To bi bila oblast, kakršno si je ljudstvo na zadnjih volitvah zaželelo. In v Sloveniji ima oblast ljudstvo. Ne? Zdaj, če bi že ravno rekonstruirali vlado, potem bi bilo mogoče fair tudi kakšne druge resorje urediti, kako rekel, tako kot si glas javnosti ali pa glas novinarjev ali pa kot se to v javnosti pojavlja, da so tisti, ki imajo najboljše ideje, ki jih je treba poslušati, ki jih vsi poslušajo. Mislim, da bi zdravstvo moral prevzeti gospod Jaša Jenull, šolstvo in znanost Teja Jarc. Zunanje zadeve je velika konkurenca, ampak Aurelio Juri se bi mi zdel nekako primeren. Nedelo, različne vrste družine, socialne zadeve, Nika Kovač. Luka Mesca bi dal na finance, okolje in prostor, kakšen od mladih za podnebno pravičnost, kmetijstvo Tina Gaber, za stečajnega upravitelja Ministrstva za obrambo bi predlagal Miho Kordiša. To se mi zdi, da bi bilo legitimno in demokratično glede na to, kar so ljudje volili. Vi se zdaj smejete, ampak gledajte, stvari so take. In zdaj Robertu Golobu bi pa lahko ponudili mesto komisarja Evropskega po naslednjih evropskih volitvah in mogoče je ta služba dovolj dobro plačana, da bi se on pustil prepričati, da bi prepustil svoje mesto Urški Klakočar. Tako da do leta 2026 je treba nekako zdržati, si narediti ozimnico in podobne stvari, ampak te volitve leta 2026 morajo biti pa potem plebiscit. Peter Jambrek ima zelo prav, ko pravi, da smo se leta 89-90 osamosvojili, ne pa tudi osvobodili. Osvobodili se nismo od revolucije, od socializma, od Jugoslavije, od neuvrščenosti. Nismo se osvobodili. In treba imeti neke volitve, na katerih bomo se vprašali. Ali kapitalizem, ali socializem, ali Zahod in NATO, ali neuvrščeni, ali judovsko-krščanska civilizacija, ali pa multikulti mišmaš, ali Slovenija, ali Jugoslavija. To mora biti na naslednjih volitvah in potem se bodo ljudje nekaj odločili in potem bodo imeli naprej Urško Klakočar in vse ostale, ali bodo imeli pa nekaj drugega. In volilni program, mislim, da bi morali biti tudi ustavne spremembe, ki bi ustavo nekoliko očistili vsedlin socializma, raznih idej o tem, kako ima lastnina socialno funkcijo in tako naprej, trdneje zavarovale svobodo govora, pravico do lastnine, predvsem pa, ki bi naredila neko dinamično ustavo, ki bi Slovenija naredila enega razvojnega tigra, kakršna je Estonija, kakršna je Irska. Volilni program, ki bi vseboval tudi reformo javnega sektorja, ki bi moral postati storitveni sektor, zato da imajo državljani dobro šolstvo, zdravstvo, sodstvo in podobne storitve. In volilni program, ki bi bil osvoboditev podjetniških in ustvarjalnih potencialov, ki v Sloveniji so. In potem ali to, kar ste si izvolili na zadnjih volitvah in kar sem opisal malo prej. Zdaj, a verjamem, da se bo kaj takega zgodilo? V bistvu ne. Sej taki predlogi, kot so bili dani včeraj, pa tole, kar sem danes predlagal, so bolj en tak miselni preizkus. Zato, da razmišljamo o stvarih. Jaz mislim, da realen scenarij je, da bomo mi še naprej brcali konzervo naprej po cesti
konzervo, bom povedal, kaj je to. Ne. Večinoma bomo brcali z levo nogo, sem pa kaj tudi z desno. Medtem nas bodo levo in desno prehitevali avtomobili, skiroji, bicikli in tako naprej, skratka vse tiste države, ki napredujejo hitreje, nas bodo gledali, tako kot mi gledamo živali v živalskem vrtu, kot eno tako simpatično, lepo jugoslovansko kurioziteto. Ne. Zdaj na tej konzervi, ki jo brcamo dalje, od katere se ne moramo ločiti, ki jo noben ne pobere in vrže v smeti in bi šli brez te konzerve naprej, je pa narisana rdeča zvezda. Pa to ne tista od Heinekena. Hvala lepa. Dober večer sem skupaj. Vesel sem, da lahko govorim v taki dobri družbi. To, kar je povedal pravkar Žiga Turk, je bilo na prvi pogled tako bolj zabavno, ampak jaz mislim, da je v jedru tega, kar je govoril, vendarle bilo marsikaj zelo resnega in tehtnega in tudi žalostnega, če hočete. Nekoč pri nas celo nedavno so revolucionarji pripevali, kot vemo, Internacionalo. Ne vem, če se spomnite teksta natančno, tam je en vers: bili smo nič, bodimo vse. Če upoštevamo znano domnevo iz konca prejšnjega stoletja, to je iz leta 1989, je slovenska država nastala ob koncu zgodovine, se pravi v vzdušju zmagoslavja zahodne liberalne demokracije. Stvari, ki so jih zagovarjali predtem, ni bilo več mogoče zagovarjati. Internacionala je na nek način izgubila pomen. To je bil čas nove kohabitacije, sodelovanja, sožitja Združenih držav Amerike in Rusije. Kohabitacija je navdihnila tudi slovensko politiko. Spomnite se Bavčarjevega odbora, spomnite se Demosa, spomnite se praktično vseh vlad do leta 2008. Toda planetarna kohabitacija se je nehala leta 2008. Mislim tu seveda na zavzetje Abhazije, Južne Osetije se strani Putina. Dobesedno izginila pa je leta 2014, ko se je spet začela zgodovina. Zgodovina, ki smo jo poznali v 20. stoletju. Imamo dve vojni, množično preseljevanje, spet imamo despote, totalitarne voditelje, ki zagovarjajo ilustracijo, čiščenje, čistke, cenzuro. Kaj drugega kot cenzura je ukinitev muzeja osamosvojitve in tista revolucionarna režija nastopa na književnem sejmu v Frankfurtu. Kaj smo pred kratkim slišali iz najvišjega mesta v republiki? Govorimo o stanju v republiki. Slišali smo stavek: nasprotniki so sovražniki. Znan je nasvet ameriškega diplomata Georgea Kennana, marsikdo se ga bo spomnil, marsikdo je bral njegov dolgi telegram iz februarja 1946. No, njegov nasvet, ta njegov telegram pravi, da je med ZDA in Sovjetsko zvezo mogoča le politika, kot se reče angleška, containment. Potem sta to Nixon in Kissinger zmehčala v detente. Detente pomeni popuščanje napetosti. Vendar je hladna vojna še trajala vse do slovenske Majniške deklaracije in padca Berlinskega zidu leta 1989. Mimogrede, Majniška deklaracija naprej, predno je padel Berlinski zid. In potem je sledil razpad Sovjetske zveze. Lojze Peterle
predsednik prve demokratične vlade, je konec zgodovine imenoval nasmeh zgodovine. Bil pa je pravzaprav navdih zgodovine. To je bil navdih, s katerim smo dosegli mednarodno priznanje, članstvo Evropske unije in NATO. Metoda tega doseganja je bila kohabitacija, sodelovanje preko strankarskih meja. Morda je, da bi zaščitil svojo državo in zahodno civilizacijo, prvi uporabil kohabitacijo Winston Churchill. Jaz sem včeraj, mislim, da tudi na glas rekel, da bi Sloveniji potrebovali slovenskega Winstona Churchilla. Slovenci smo bili v pogajanjih z Evropsko unijo strpni in uspešni. Spomnite se Brionov, spomnite se tistih dolgih sestankov, na katerih so nas izsiljevali, so rekli, vzemite ali pustite, pa vendarle smo se pogajali in navsezadnje bili uspešni. Slovenija je postala del sveta, ki so ga naši predniki videli kot sovražnega. Za naše prednike, za generacijo naših očetov, recimo sovražen svet. Stanje v republiki, če odgovorim na to vprašanje, ki je formalen naslov tega našega srečanja, stanje v republiki ni najboljše, vendar nas seveda nihče ne zaustavlja, da bi ga izboljšali. Moderne države za ta namen uporabljajo večstrankarski liberalno-demokratični sistem. Večinoma ne poznajo strank, ki jih je mogoče ustvariti za ene same volitve. In večinoma za prepričevanje volivcev ne uporabljajo neznanih talentov, tako zvanih novih obrazov, katerih glavna značilnost je, da jih pred volitvami nismo poznali in da o njih malo vemo. Gre skratka za predloge, tisti, ki so zapisani v tem našem papirju, ki na podlagi analiz pa tudi izkušenj drugih držav omogočajo izboljšanje. Naši predlogi niso revolucionarni, ampak so predlogi ljudi ali skupin, ki se zavedajo, da imamo podobne težave in da pravzaprav nismo ogroženi od sebe, ampak od nevarnosti, ki prihajajo od zunaj. Nekaj o tem je govoril Ernest Petrič. Katedrala ne predlaga čiščenja parlamenta. Mi bi pustili parlament vsaj začasno tak, kot je, vsaj tako sem razumel svoje prijatelje. Ne predlagamo čiščenja vlade ali kogarkoli, ampak sodelovanje in upoštevanje na podlagi analiz, znanja, izkušenj, sporazumov, pogajanj. Mimogrede, evropska predsednica von der Leyenova je pred odhodom na Kitajsko uporabila izraz de-risking. Torej, ni uporabila izraza decouple, izključitev, ampak je uporabila izraz de-risk, se pravi zmanjšanje tveganja. Zelo zanimiva razlika. In zdaj še ena moja fusnota, če dovolite. Po 2 knjigah, da imenujem samo ti 2 najnovejši podobe iz resničnosti in pomen osamosvojitve, ki sta v bistvu optimistični. In po knjigi, ki ne bi zdaj kmalu išla, ki se imenuje Voditelji Slovenije, v kateri pišem o 4 najbolj pomembnih voditeljih slovenske države, Pučniku, Kučanu, Drnovšku in Janši, in ki je prav tako v bistvu optimistična. Pišem knjigo z naslovom Ljubljana, Frankfurt. V njej pa obravnavam svoje osebne in politične poraze. Ne verjamem, da bo lahko išla v času mojega življenja. V tem smislu bom na koncu rekel, dokler smo živi, upamo na najboljše. Upam, da bomo to zimo ali vsaj spomladi imeli razloge za veselje in optimizem, ki nam manjkata. Hvala lepa. Pozdravljeni. V tej pobudi za
neko novo vlado je bilo povedano pravzaprav že vse, zelo korektno so mediji povzemali vse tisto, kar smo v nekem prostem pogovoru te dni poskušali opredeliti in kot neko rešitev iz sedanje situacije ponuditi javnosti. Tako da zgubljati kaj dosti besed o tem, kar je znano in napisano in lahko vsakdo prebere, ni potrebno. Zdaj, ta pobuda je nastala iz nekega preprostega razumevanja jesenske situacije leta 1923, da more biti Slovenija ne zmore še 2 let te vlade oziroma stanja političnega razreda Slovenije, ki v nekih koncentričnih krogih se približuje dnu ali smo pa že na dnu. Tu se dopolnjuje ta občutek z tem, kar je profesor Petrič povedal v zvezi z mednarodno situacijo, ki je po njegovi prepričljivi oceni nevarna. Je nevarna zlasti tisto, kar si včeraj omenil, o tem, da se resno razmišlja tako v strateških krogih ZDA kot Kitajske o uporabi atomskega orožja. To ni kar tako in tudi vojne nastanejo nepredvidljivo. Lahko iz nekih mesečnikovih sanj, kot je bilo za Prvo svetovno vojno rečeno. Zdaj, profesor Rupel, vem, da je tudi povedal, da je ena glavnih težav slovenske vlade ta, da nima ustrezne mednarodne zunanje politike. To je ena ključnih težav. Zdaj, glede na to notranje državno situacijo, bi jaz poudaril to, da je bila vlada izvoljena, ki jo imamo, aktualna vlada, na nekem programu reform. Vsi smo se, vsaj v tem krogu, strinjali, da so reforme naših subsistemov Republike Slovenije nujne in da je treba resno in realno in strokovno in odločno se lotiti tega reformnega programa in ga izpeljati. In zmaga tako prepričljiva v parlamentu ene stranke je obetala, da je tu dovolj glasov v parlamentu, da kakšnih velikih kompromisov niti ni potrebno delati, ampak se lahko neke dobre, premišljene reforme izvedejo dosti zanesljivo. Tega ni. Očitno je danes, da so vse reforme, kar jih je bilo načrtovanih, padle v vodo, dobesedno v poplave. Saj tako se je izgovor opredelil, da je z reformami konec oziroma niso izvedljive in možne. No, če zdaj to seštejemo, 2 + 2 je 4, bi rekel, da človek dobi občutek, da je treba narediti že to jesen nekaj, ne čakati še 2 let. Ne vem, ali si lahko država in njeno prebivalstvo privošči čakati še 2 leti. Zato smo rekli, poskusajmo neko drugačno, učinkovito, reformno, protikrizno vlado predlagati in smo potem razmišljali, kdo in kako bi jo sestavljal, pa smo počasi, kamenček do kamenčka, skupaj prišli do tega, da pravzaprav je prva liga politikov z neko kilometrino, avtoriteto in reformno sposobnostjo se omeji na 4 ljudi. Kučan, Janša, Logar, Pahor. Izven te prve lige gremo že skoraj v nove obraze. Z novimi obrazi je
zanesljivo konec. Oni težko, da bojo kdorkoli se upal še kakšen nov obraz predlagati. Tako da smo prišli s to idejo in ta ideja je seveda zelo težko jo zagovarjati s pričo analize Žige Turka, ki je realistična. Torej, mi smo že včeraj na tiskovni konferenci dobili vrsto pomislekov proti taki vladi, čeprav sijajni, lahko fascinantni, kakorkoli že hočete, ampak ni realna. Tu kupčkanja v parlamentu, med strankami in tako naprej tega rezultata ne dopuščajo. Seveda, predpostavka te pobude za novo tako vlado, kakor je približno bila že včeraj ponujena, je to, da jo to ljudstvo kupi. To je prva predpostavka. To je bila predpostavka Poljč. Obletnico Poljč smo pred 3 dnevi praznovali. Pred 33 leti se je pojavila neka ideja v zaprtem krogu, nekje Bogu za hrbtom v Poljčah, in ko je dosegla ljudi preko ponedeljkove in torkove izdaje Jutranjika Delo, je zajela vse prebivalstvo te dežele. In je potem bil izvedbeni, pravno-ustavni načrt za izvedbo ideje plebiscita zgolj vprašanje tehničnih pogajanj, kako priti do rezultata. Tako da tudi ugovor proti tej včerajšnji pobudi, da je težko ustavno in zakonsko izvedljiva, ne drži, je brezpredmeten. Pogoj je neko prepričanje, soglasno prepričanje, da je treba nekaj narediti, če nečesa ne naredimo, bojo težave vsak dan, vsak mesec, vsako leto hujše. No, druga ideja, ki je že od včeraj se porodila in je tudi kritična do te pobude, je pa pravzaprav je prišla z leve, nekako iz levice, je pa v bistvu taka. Tranzicijska levica je končala svoje poslanstvo, ona je že implodirana, izhlapeva in trohni in je njeno dokončno izginotje iz javnega in političnega življenja samo še vprašanje časa. In zato se ni treba niti kaj dosti truditi, to truplo samo plava in bo priplavalo, z novimi obrazi je konec, tako da škoda se kakorkoli že ukvarjati z tem, da bi tok, ki gre v popolni kaos in popolno anarhijo v političnem sistemu, dobrodošel, čim slabše so stvari, tem boljše. In po 2 letih, tu smo spet pri Žigi Turku, po 2 letih bomo imeli spet priložnost, da bomo to truplo, ki bo že dokončno priplavalo in implodiralo, zgolj še registrirali na normalnih volitvah. Tudi to je seveda zelo realistična in možna perspektiva in razmišljanja. Tako da zdaj jesenska spomenica Katedrale Svobode je pred zelo težko nalogo, neko zelo očitno in zelo deprimirajočo analizo pospremiti v javnost z nekim pametnim, kolikor toliko realnim predlogom, kaj storiti v sedanji situaciji. Tudi tako vprašanje je en kolega novinar včeraj nam zastavil na tiskovni konferenci, je rekel, no dajte nam vendar povedati,
kakšen pa je še sploh potencial Golobove vlade, da ostane še 2 leti na oblasti in nekako spelje državo do novih volitev. Kaj mislite? Mi smo rekli vsi, jaz prvi, da pojma nimam in da na to vprašanje niti slučajno ne znam odgovoriti. Ne. In seveda je lahko potem razmišljati tudi z nekim zelo drznim optimizmom, ne, da se bo po teh surovih spopadih na levici sami zadeva izkristalizirala, destilirala v nekaj novega v kratkem času, par mesecev, kar bi bilo morebiti še znosno za naslednji 2 leti. Ne. Hvala. Hvala vsem 4 za njihova mnenja in kot je navadi pri nas, pri Katedrali Svobode odpiram prostor za vaša vprašanja, za vaša mnenja. Tu smo zato, da se pogovarjamo in ne zato, da se izključujemo. Tako da, kdorkoli ima kakšno vprašanje, mnenje, če ga ima, prosim, če lahko pride na govornico.